Kdor odkriva goljufije, postaja državni sovražnik. Pomislimo, katera normalna vlada bi človeku, ki ga označuje za ponarejevalca, goljufa, prejemnika podkupnine in ga je zato odpustila, ponujala več kot 50 000 evrov za poravnavo in molk. $50 000 evrov po njihovo, tako rekoč kriminalcu v letu. Ta vlada pošilja policijo nad nas izvrševati nezakonite ukrepe. Spoštovani policisti, dveh za Slovenijo prelomnih trenutkih ste si ustvarili moralni kapital, zaradi katerega ste med nami uživali visoko stopnjo zaupanja. Najprej je bilo to leto 1991. In kmalu zatem leto 1994, ko ste preprečili oborožen državni udar, ki ga je takrat pripravljal vaš današnji dejanski vodja, ki mu morate služiti. Vprašanje je le, do katere točke nezakonitih in proti ljudstvu usmerjenih ukazov in rad bi verjel, da za ponovno pridobitev zaupanja in ugleda ni prepozno. Na oblasti je namreč človek, ki že v tretje dokazuje, da mu ni mar ne za zakone, ne za moralo in ne za ljudi. Popadajo ukazi, da je treba preganjati otroke, mladino, ko oblast dvigne roko nadme. Se moramo spomniti na čas, ko so enako stare otroke odpeljali na norišče in se iz tega rodila ena najbolj pretresljivih pesmi, Krvava bajka Desanke Maksimovič. Tega se moramo spomniti, ker se učenje zgodovine za današnje generacije izogne temu času. Ni pa nam reč državnega udara, ki bi prizanesil življenjem kogarkoli. Če hočemo zadihati, je protest proti vladi pomemben, a še pomembnejši so upori drugje. Ta vlada svojim zgledom omogoča in spodbuja razcvet malih diktatorjev, osebnosti klavrne in pritlehne morale, ki izkoriščajo priložnost za premoč nad drugim. Imeti oblast nad nekom je namreč najmočnejša droga. Znako naglico kot COVID se je razširil in odomačil virus represije. Vrsta ustanov je, kjer se zaposleni ne upajo upreti šikaniranju, žaljenju in zlorabam nadrejenih. Iz mnogih služb odhajajo sposobni ljudje, pa bi bilo bolje za vse, če bi se uprli in ostali. Temu virusu se ni izognilo niti po ustavi neodvisno sodišče, ker so nekateri sodniki ostali pokončni, drugi pa so se odklonili pritiskom in jih v skladu z zahtevami domnevno nadrejenih oblastnikov po disciplinskih postopkih prenašajo na svoje podrejene. To pomeni, da se naš protest nadaljuje takoj jutri zjutraj, bodi si v našem delovnem okolju, bodi si kjerkoli drugje, ker prepoznamo to, kar očitamo vladi, aroganco, laži, sprenevedanje, žalitve in nasilje. Če se vsemu temu, v tem drugem in nam bolj domačem prostoru ne bomo zmogli upreti, ni dosti upanja na spremembe, ki bi prinesle mirno sožitje miroljubnih ljudi in jasne meje dopustnega vedenja. Srečno!